Timmy Kids TV. Dan, dober dan, Diana tu in ti si tam. A gremo skupaj? Dan, dober dan, jaz sem tu in ti si tam. In pred nami je nov risarski podvig. Danes vas naučim narisati metulja. Imate list papirja, na katerega boste risali, imate barvice oziroma flomastre, imate, če imate vse, kar potrebujemo za risanje, potem začnimo. Tako kot vedno nam bo tudi to pot v pomoč knjiga Čivčav z napotki. In sicer, jaz si vedno označim z listkom, zato ker je tukaj ogromno napotkov in da ne brskam in iščem, sem si dala listek do napotkov, kako narisati metulja. Danes bom risala s flomastri, radovedna sem, kaj ste si vi izbrali za risanje? So to barvice, flomastri, morda celo vodene barvice ali pa voščenke. No, kakorkoli, jaz rišem danes z flomastri. Takole, a gremo kar na napotek številka 1? No, pa pejmo. Metuljčku bomo najprej narisali glavo in sicer v obliki kroga. Pa si bom izbrala modro barvo, da bom narisala metuljevo glavo. Tako. Vam je uspelo? Imate že krog, lahko grem na napotek številka 2. Lahko, dobro. No, pa pejmo na napotek številka 2, kjer naš metuljček dobi 2 očesi in usta. No, pa dajmo. Tudi oči narišemo v obliki 2 manjših krogov, ki jih lahko pobarvate. Tako. In usta v obliki polkroga. Odlično. Gremo lahko naprej. Jaz bom zdaj zamenjala barvo in sicer bom vzela rdečo in bom metulju z rdečo barvo narisala tipalki. Tipalki se pravi eno tipalko na eni strani in drugo tipalko na drugi strani. Pa bom spet zamenjala barvo, zato ker bi rada, da ima metulj vijoličen trup. Okej? Se pravi, napotek številka 4 nam pravi, da narišemo metulju trup. Takole, mečkam bomo umaknila knjigico. In bomo metulju narisali trup. Tako. Vam je uspelo? Gremo lahko naprej? Lahko. Napotek številka 5. Metulju bomo narisali krila. Takole. No, pa gremo najprej na eno stran. Moja krila bodo zelene barve. Tako, pa bomo narisali najprej eno krilo na eni strani in še drugo krilo na drugi strani. Vam je uspelo? V obe krili bomo narisali tudi krog. Se pravi, en krog na tejle strani in en krog na tejle strani. Če želite, lahko rišete tudi z ravnilom, tako bodo krogi nekoliko bolj pravilnih oblik, kot so moji, ampak jaz nisem obremenjena s tem, kako pravilno je narisano, ampak da uživam med tem, ko ustvarjam. In zaenkrat se mi zdi, da mi gre odlično. Gremo naprej na napotek številka 6. Temle 2 velikima krogoma bomo dodali še 2 manjša, takole, in spodnji 2 krili bomo metulju še dorisali. No, pa dajmo. Se pravi, še 2 manjša kroga, takole in dorišemo še spodnje krilo in še na moji desni strani. Tako, gremo pogledati naprej. Še 4 krogce bomo narisali v metuljeva krila. Pa si izberite, jaz bom izbrala rumeno barvo. Jaz si želim, da je moj metuljček čim bolj pisan.
pa narišemo tukajle en krog, pa tukajle še en krog, pa tukajle narišemo še en krog, pa še enega. Zelo dobro in mislim, da počasi prihajamo k koncu. Se pravi, napotek številka 8, vse, kar moramo še narediti, je, da na trup metulja narišemo ti dve črti. No, pa dajmo, pa si bom jaz izbrala rumeno spet, rumeno barvo, da bom metulju narisala še dve črti. Takole. Moj metulj je res pisan, ampak mi je zelo všeč. Kako uspešni ste bili vi? Vam je uspelo narisati metulja skupaj z menoj? Je, nekaterim ni. Vsem tistim, ki vam ni uspelo narisati metulja na podoben način, kot sem ga sama narisala, dajte prevrteti video še enkrat na začetek, pa poskusite znova. Kajti, vaja dela mojstra, mojster pa vajo. Večkrat, kot ga boste narisali, lažje in bolje vam bo šlo. Tako, hvala Čivčav za napotke, hvala vam za družbo, za konec le še objem, poljubček in pa do prihodnjič!